Drage gledalke in gledalci YouTube kanala Zgodovina slovenskega alpinizma ter drage poslušalke in poslušalci našega podcasta, lepo pozdravljeni. Z vami sem Peter Mikša in to je nova epizoda iz serije Stebri slovenskega alpinizma, v kateri gostimo osebnosti, ki so zaznamovale slovensko plezalno zgodovino tako zelo močno, da jim danes pravimo stebri. Torej, osebnosti, ki nas še danes zelo navdihujejo. Tokrat se nahajamo v Trenti, v domačem okolju enega najbolj posebnih, morda celo najnežnejših velikanov našega alpinizma, v njegovem, lahko rečemo, drugem domu. Z nami je Peter Ščetinin. Peter je bil eden najboljših slovenskih alpinistov svojega časa. Znan je bil po tem, da je, kadar je bilo le mogoče, plezal prosto, hitro in z minimalnim varovanjem. Njegovi vzponi, bodisi s soprogo Barbko, bodisi z Antejem Mahkoto, Georgom Hajdarjem in drugimi, ali pa kar v solo izvedbi, so danes že del naše legendarne alpinistične zgodovine. Med drugim je preplezal severno steno Ajgarja, pa Sfingo v Triglavu, legendarne smeri v Dolomitih, Paklenici, plezal je na Kavkazu, v Pamirju, Hindukušu, v Himalaji, priplezal skoraj do 8000 metrov in preživel večdnevne snežene bivake sredi nevihtnih sten. Peter ima kup prvenstvenih smeri, med njimi so verjetno najbolj znane obraz Sfinge, pa akademska, diagonalka in tako naprej. A njegov alpinistični svet ni le naštevanje vzponov, je tudi zgodba o ljubezni do plezanja, do narave, do svoje žal zelo zgodaj preminule življenjske sopotnice, Barbke Lipovšček Ščetinin. V današnjem pogovoru boste slišali več o njegovih začetkih, o njegovih vzornikih, o navezah, ki so zaznamovale 60. leta, o tragičnih, seveda veselih tudi trenutkih, ter o tem, zakaj Peter pravi, da je stenam večno hvaležen. Prisluhnite življenjski pripovedi Petra Ščetinina, človeka, ki je v gorah našel svoj smisel, s svojo potjo, svojo linijo, prvenstveno pa obogatil zgodbo slovenskega alpinizma. Začnimo s prvim vprašanjem. Prvo vprašanje, s katerim se na nek način vedno začne zgodba, vaša plezalna zgodba. Kdaj, če je možno, leto in na katerem odseku oziroma kako sploh ste prišli do tega, da ste se začeli ukvarjati z alpinizmom in zakaj točno tam? Z alpinizmom, pravim alpinizmom, sem se začel ukvarjati pravzaprav šele v drugem, tretjem letniku meteorološke fakultete. Zakaj šele takrat? Zato, ker druge možnosti nisem imel, zato, ker v Celju nisem bil ne vem kako domač, jaz sem se vozil iz Štor v Celje v gimnazijo in v Štorah. Ja, koga bi pa tam zanimalo za plezanje? Daleč naokrog nobenega ni bilo, ki bi se tudi malo zanimal za plezanje. Za hribe že. Smo hodili tam po teh raznih Mando Kukula, pa tistih Srbotnik in tam smo se malo po drevju premetavali. Zakaj sem jaz prišel do plezanja? Res težko povem. Ker niti v družini, niti v okolici daljši ni nobenega bilo, ki bi ga to zanimalo. Tako da se večkrat razmišljam, pa ne vem, mogoče so bili Tarzanovi filmi, ki smo jih gledali kot mulci, sem šel po 2-krat, 3-krat isti film gledati, ali pa mogoče literatura hribovska, ki sem jo bral,
recimo kaj je te, Avstrijca, zdajle se trenutno ne spomnim, A Bula mogoče? Bula, Herman Bull. Herman. Bull, pa podobni, ne. To me je zelo privlačilo. Ne vem, nekaj je v meni, za kar ne znam, ne vidim vzroka, zakaj sem tako navdušen postal za plezanje v naravi. Mogoče zato, ker sem hotel nekaj sebi dokazati, da jaz nekaj zmorem, če hočem. Ne? In tam sem pravzaprav vedno res iskal samega sebe. Ker recimo v Celju v gimnaziji so bili mestni otroci. Ne? Mi smo bili vedno taki, bolj po stran gledani delavski sinovi. Ne? In mogoče se je tam začelo to, da sem hotel pa pokazati, da jaz sem najmanj toliko kot vi tukaj. Ne? Bog ve, to je težko povedati. Ampak sem pa tako vzljubil to gibanje v naravi, da enostavno sem najprej mislil, zakaj ni možno se izobraziti za gorskega vodnika. Takrat ni bilo to profesionalno. Da bi poklic imel. Ne? Ni bilo mogoče. Če je bilo to mogoče, bi postal gotov gorski vodnik. Ne? Tako da je bila služba pravzaprav stvar, ki sem jo moral, študirati sem moral, da sem neki en poklic imel in sem preživljal sebe pa družino potem. Ne? Drugače bi verjetno postal gorski vodnik. Tega v Jugoslaviji takrat ni bilo, medtem ko zunaj, ne, Avstrija, Švica, seveda, pa je že bilo tole. Aha, torej tretji letnik študija se je začelo. Kam ste pa šli v šolo? V AO, seveda sem se vpisal. Aha, zakaj AO? Zato, ker sem bil, najbrž sem imel kakšen stik, oziroma sem dobil stik z hribovci, ki so bili pri AO-ju, pa tudi sorodnik, Aplenc, Andrej Aplenc, je bil nekaj časa tudi predsednik tega. Vprašanje, ali je bil predsednik, ali bil je v tem društvu. Ja, bil je. In mogoče tako prišel do tega, da sem tam akademci začel. so bili študentski bolj plezalni klub, alpinistični, in verjetno preko tega tudi ste prišli. Verjetno. Se je takrat čutilo to tekmovanje že na primer, predvsem z Matico? Ja, seveda, predvsem z Matico. Pa z ostalimi klubi okrog, ampak predvsem z Matico je bilo. To smo hoteli pokazati, da smo mi nekaj več. Da mi zmoremo nekaj več v hribih, boljše, težje smeri. Ne? Zato sem se tudi čudil, da me je Ante vprašal, če bi bil pripravljen z njim v Sfingo. Ne? Pa najprej smo bila tudi v Paklenici. Očitno je videl, da pri svojem društvu nima enakovrednega partnerja, ne, kot je bil on. Ja, do tega bomo še prišli, do Sfinge. Dajmo zdaj stopiti čisto nazaj. Veste, katerega leta torej je bilo to? To je bilo 59. 60. leta. Ne, to sem končal 59. sem se vpisal na fakulteto, se pravi, da je bilo tam na društvo sem se včlanil enega 59. leta. Tu nekje, torej. Veste, kdo je takrat vodil šolo? Ne, to pa ne vem. Kakšno opremo ste pa uporabljali takrat? Torej na začetku je bila čelada že? Kje pa? Pas plezalni? Ne, tudi ne. Kje pa? Še z barbko smo se navadno s štrikom privezali brez pasu? Brez pasu, v cinah, ne. Pa neč brez čelade. Zato sem mislil, tam, ko sem bila že gor v Previsi in sem gledal dol na vstop, ki je bil pod nama, ko sta ena naveza, nemška, ko smo še slišali, kako se pogovarjajo, pa sem imel čelade, pa sem rekel, poglej, nacisti grejo od spodaj, ne.
Takrat je bil še to en tak. Torej, če vprašam, če ste imeli težke okovane čevlje ali plezalke še... Plezalke nismo ni imeli, bilo, ne? težke ne. To sem imela že normalne gojzerje, ampak z gumijastim podplatom. Z tanjšim, malo tanjšim podplatom. Ne. To niti ne pravzaprav, kar normalne. Ampak vrv pa je že bila Vrv je bila- najlonska ali je bila še konopljenka? Ne, je bila že najlonska. Ja. Kje pa ste dobili Na na primer, društvu. vrv? Aha, na društvu. Na društvu sem se sposodil, vse si nisem mogel sam kupiti. No, tako. Tudi kline so imeli, železne kline, no jasno, železne, ampak karabince železne. Sem jih hlače skoraj dol potegnil, ko sem imel za diretissimo železne kline, malo tako ja. Pa sem jih tu in tam nabral po tujini, ko so nekateri pozabili, ne, v smereh aluminijaste uponke sem pa s sabo vzel, ne. Ja. Ja, iz stene, ne. Kaj pa, Vemo to, ne. ko ste začenjali plezati, Ja. ste kaj posebej trenirali ali ste v bistvu trenirali tako, da ste plezali v hribih? Ali ste že začenjali s kakimi Smo- specialnimi treningi? Ne, specialnimi sploh ne, ampak na Šmarni gori na Turnico. Tam smo se vozili s kolesom iz Ljubljane in to je bil trening. In sobota pa nedeljo, če je vreme dopuščalo, smo se pa s kolesom odpravili v Kamniško Bistrico. V julijske sem redko v začetka prišel, nekaj let neč. Ne. Ker medva z Barko sem imela prvi avto, Marija, ko sem bil že v službi v Ljubljani. Ne. Najprej sem si nabavil motor, NSU, s tem sem pa se peljala enkrat v Chamonix. Marija, to je bila dolga pot. Takrat, ko sem hotela druja preplezati, Bonatijev steber, žal je vreme se spremenilo, tako da sva samo do 1/3 prišla, malo več, skoraj 2/3, pa se je pa vreme tako pokvarilo, da sem se morala spustiti kompletno nazaj. Ne. Tako da je. Ja, večkrat ste že omenili Barbko, ne? Barbka Ligovšček Ščetinin. Ja. Kje ste se pa spoznala? Na Ferajnu? Na društvu, ja, Je seveda. bil oče tudi akademik, Ne, oziroma je kako bil- je sploh ona začela s plezanjem? To pa se nismo pogovarjali. Ja, najbrž zaradi očeta. Ja, Oče je bil alpinist, no, mislim, plezel je lažje smeri. Ne. On je bil bolj skladatelj kot pa hribovec, ne, ampak hribe je imel zelo rad. Je veliko hodil in Barbka zraven. Drugi otroci so bili malo manj navdušeni. Tam Matej, pa Maja, pa Metka, pa Marjana. Ne. To se s hribi niso ukvarjali. Matej malo, ampak Barbka je bila pa čisto prevzeta od hribov, ne. Podobno kot jaz. Zato so pa se mogoče našla. in pol na Ferajnu ste se Ja, srečala, tudi ja. akademka je bila, Ja, torej ja. Barbka. Ja. In sva tam začela potem skupne smeri. Ne, in Veste, katera je bila vajna prva skupna? v, Tura. imam zapisano, v Julici. Čakajte, imam takoj Ja, to. kar. Tukaj so sponi, 60 leta je bil prvi vzpon. Imate... Ja, imam vse napisano, tukaj sem uvodno moče enkrat. Živic. In so plezalci zraven. Ja, Ja, ja. vse sem si zapisal. Varuška, evo, Varuška je bila zame. Bavarska je bila prva. A ne, tukaj je, Ras Javlovca. Ras Javlovca sva enkrat plezala, nenavezana, drug za drugim. Ras Jalovca. Ne Ras Javlovca. Pornovo. Ne, bom povedal. Ampak nekaj v Jalovcu sva splezala skupaj, Hornova. Aha, Hornova. to je bila prva Ja. skupna. In tako naprej pa je šlo. Torej, prva skupna je bila Hornova in potem tako naprej, vedno večje, vedno težje zadeve. Ja, pa če se vrnemo malo nazaj še na vaše to začetno obdobje, ko Ja. pridete v
v alpinistično šolo, ko spoznavate alpinizem in tudi alpiniste. Ja. Ste imeli kakšne vzornike, mogoče doma med domačimi alpinisti? Ste poznali kakšne? Ja, mogoče Cirila Debelaka Aha. iz Cela, pa Čopa sem bral ne v njem, drugač pa pravzaprav ne. Omenili ste Hermana Bulla. Ja, no, seveda, to ja, že, ne. ja. Zunaj je bil Bull, doma. Ja. Doma pa bolj Kočevar, recimo jaz sem direktno v Štajerski sem sam plezal. Pa še nekaj stvari sem sam plezal, ker to je bilo zame nekaj posebnega. Solo plezanje sem vedno oboževal. Ja, v bistvu ste bili takrat v glavnem sam. Največ je bilo gotovo Aschbrenner. Pa mogoče v tujini Preußoras v Piccolissimi v Dolomitih. Takrat, ko so z Barko Direttissimo plezala, takrat sem šel enkrat pa tudi to. Zakaj? Spet težko povedati, zakaj imam tako rad solo plezanje. Ker tam moraš pa pokazati res vse zmožnosti. Telesne, bolj pa mogoče še duševne, da postaneš paničen, če ne gre, recimo. No, ste pa vseeno veliko, kljub temu, da ste ogromno presolirali takrat, veliko plezali v navezi. Zdaj ena od glavnih, seveda, partnerjev, ali pa so plezalci bila Barbka. Kaj pa še s kom, dobro, Ante Mahkota, prišli še bomo do njega, še kdo, s katerim ste plezali večkrat tako? Niti ne, pa sem različno, tukaj imam napisano, kjer so bili moji. Tak, v kronologiji je zabeležen seveda vaš nemški soplezalec, že zaradi diagonalke v Pakrenici, ampak ja. Rupert Janez, enkrat, pa nisem veliko. Tukaj imam različno, Živic Gerd dvakrat, Zagorc Drago, pa Lužar Helena iz Kandika, ena gospa. Pravzaprav ženskam nisem nerad plezal, zato ker sem potem vedno vodil. Ker če sem plezal z moškim, če je hotel, sem se moral v cuk-cuk plezati. Če je bila pa ženska, razen Barbke. Sem pa vedno vodil. Sem pa vedno plezal kot prvi v navezi, vedno. Se pravi, je ženska kot pri Anteju. On svojo, koliko ime že? Od Ante soplezalka? Ja. Nadja Fediga, ja. No, ona je samo kot druga plezala. Ampak Barbka je pa v bistvu, če ni z vami plezala, pa zelo suvereno plezala tudi naprej. Ja, seveda. Najbolj znan spon, verjetno. Saj sem dva tudi plezala z Barbko cuk-cuk. Aha, tudi. Ja, absolutno. Razen, če bilo tam 6+. Potem si nisem upal, da bi rekel, zdaj pa 3-5 si na vrsti. Ker sem se bal. Takrat je pa tudi recimo v Direttissimi so plezala cuk-cuk, razen v tistih previsih, kjer si rabo malo več moči. Takrat so plezala pa jaz pa naprej. No, ampak Barbka je bila vseeno v svojem obdobju ena, vsaj lahko rečemo ena, če ne celo v bistvu najbolj dominantna plezalka. Da je bila v svojem času najboljša plezalka. Ker je sposobna bila voditi navezo. Ne kot druga. Kakšen je bil vaš odziv, pa naprimer tudi javnosti na njen ta prvi, v bistvu ženski navezi spon čez Čopa 61. leta? Nama se je zdelo to čisto nekaj običajnega. Nismo nekaj posebnega. Gotovo je čutila eno veliko zadoščenje, da je sebi dokazala, da zmorejo tudi ženske nekaj, da takrat ni bilo ženske naveze nikjer, kje pa. Ženske so običajno kot druge plezale za moškimi. Barbka je bila prva, da se ni bila samo tam. Prva je bila, ki je plezala Direttissimo, nasploh. Prva je naredila prečenje Pika Lenina. Višinski rekord takrat, ja, seveda. Takrat, naš jugoslovanski.
Izjemna je bila, ne, prvi Menduš. Žal je morali vzeti. No, ste bili seveda tudi vi v svojem času takrat izjemen, ne, in Ja. zelo dominanten. Ja. Ogromno vzponov imate številko Ja, vseh? 300. 333. Med temi 333 Ja. Različnih Ja, težavnosti, Ja. različnih situacij, Ja. bi lahko izpostavili enega, ki vam je ostal v bistvu najbolj v spominu, ne nujno, ker je bil najtežji, Ja. najbolj fizično Ja, težek, ja. ampak mogoče Ja. tisti, ki pač rečete, to je pa moj spon. Ja, življenja. sem že razmišljal, pa ne najdem enega, ki bi zelo izstopal med ostale. Ja. Gotovo eno od Direttissimo z Barbko je en tak vzpon. Ali pa recimo solo Aschenbrenner. To so gotovo ene take, ki ti ostanejo vedno v spominu. Pa še mogoče kakšen drug tudi. Sem že razmišljal, pa ne vem. Ne vem, za kakšnega bi se odločil posebej. Se ni potrebe, da Ja. se, ne, samo Ja. hočem reči, če če bi bi tako imel, ne. da izstopa, strelite, morda, če ne. Je vse v splošnem, ne, Ja. te težke stvari ti ostanejo v spominu. Eden od njih, od teh najbolj zapomljivih, ne, je verjetno vaše plezanje v Kasinovi smeri, v severovzhodni steni Pitzbadile. Ja, Zaradi reševanja, seveda. Kako pa je tole? ja. Mogoče zgodbo No, malo obnovite. Ja, seveda, to lahko. Recimo, ko sva stala pred vstopom v Pitzbadile, sva videla, zdaj pa prihaja ena nemška naveza. In ta nemška naveza je prišla do vstopa 5 minut, mogoče 10 minut za nami, ko smo se medva že pripravljala, pa sem pa rekla, ta dva tu zgleda pa kar v redu, pustiva jih naprej, da ne boste čakala. Ne. In sem naredila največjo napako do takrat, ne, ker so bila počasna. In v določenih raztežajih ne moreš prehitevati. In sva čakala, da sta prišla preko tistih najtežjih raztežav, pa so šele mi dva prišla na vrsto. In vreme je bilo v začetku v redu, če nekako na polovici stene se je pa pokvarilo in začelo deževati. In ko je najbolj deževal, sta bila ona že čez te težke, tehnično zelo težke previse, medtem so pa noter tečala. In seveda je bilo plezanje upočasnjeno. Nikoli ne bom pozabil. En takšna razpoka, široka, da sem prav telo noter spravil. Nobenega klina. In slab je čez tekel. In skozi ti slab sem mogel splezati. To je bilo plezanje na življenje in smrt. Kurja. Tega tudi ne bom nikoli pozabil. No in seveda smo se s tem zamudila in ko sem prišla 200 metrov pod robom stene, sta ona, prva naveza je bila na grebenu, ko se je naredil mrak, medva pa tam v 200 metrov pod robom in so morali tam bivakirati. Čez noč je zapadlo pol metra snega. Drug dan sem poskusil, drugo jutro sem poskusil en raztežaj, pa se nisem upal več, ker bi odletel. In sem bila zablokirana za 5 dni. 6. dan je prišel helikopter, ki naj je lociral in potem so spustili z grebena navezo, švicarsko, Švicari so bili, in so naj gor potegnili. Na rob, od roba smo pa potem po grebenu splezali na vrh, pa dol do italijanske koče. Pa smo bila pa en teden na švicarski strani v Promontoniju, v enem tako zdravilišče, da so se od debline pozdravila, ker sem imela čisto pike na nogah, ozeble noge, še zdaj čutim časih. Evo, to je bilo zgodba. Reševanje se je pa začelo zato, ker ko sva vzpode v Bondo, je vasica vzpode pod steno, sva srečala enega moža,
ki je bil tam na cesti in se ga vprašali, kje pelje pot do vstopa, do Pic Badile. Je rekel, kar po slovenskem vprašal, jaz sem tako polomljeno nemščino govoril. Je rekel, kar po slovenskem me vprašate. Ne? In je bil Slovenc, Rado Rakuša, kemik iz Maribora, ki je bil v švicarski zdraviliški firmi, tam je delal in je povedal, kje gre, pa naj je povabil na zajtrk, so rekli, ne, zvečer bomo prišla. In ko naj zvečer ni bilo, pol je pa slišal, da ena naveza je v steni ostala in je klical reševalno in zahteval reševanje. Pa so ga vprašali, kdo bo plačal. Je rekel, jaz bom plačal. In je plačal reševanje 5000 švicarskih frankov. No, da je pa, kako je pa do tega prišlo, verjetno sta ta dva nemška naveza rekla, da sta noter ostala. In so Italijani poslali na greben ljudi, ki so klicali, med dva nismo nič slišala. Ne. In sva čakala, pa sva šele 5. dan slišala helikopter. Ne. To se pravi, da je verjetno iz časopisov Rakoša zvedel, da sva noter. Tako na ključje. Ja. In to smo potem doma so zbirali sredstva na Planinski zvezi, en župnik, žal je tudi letos umrl, ki je pol izstopil iz reda, pa je v Kamniku je živel pri Stahovici. Je tudi prinesel iz cerkven denar. Med vas sta dala en delež, nekaj se je zbrali, tako da so to lahko poravnala ta račun. Ja, kaj bi še? Ja, predvsem je treba tule še, če smo že omenjali tole tekmovanje akademci, matičarje, je treba povedati o akademski smeri v Vešci, ki je zelo znana. A je to šlo takrat tehnično ali na fraj? Ker še danes je to, ker na fraj tehnično zadeva. Jaz tehnično nisem mogel niti vedeti, ker jaz nisem hotel klinov, če ni bilo prostora zanje, zavrtati. Nisem nikoli v življenju zavrtal klin. Razen sva vrtala z Pitom Šubertom v Paklenici, sva vsa stojišča najtežjih smeri opremila z zavrtanimi klini. S Pitom Šubertom, to pa je en znan nemški alpinist. No in tukaj, kaj bi rekel, še zraven. Sem nitko zgubil. Akademska, vse. Mogoče še lepo potek. Akademska je bila v spodnjem delu mokra, potem se pa ene take plošče, pa je bil tam en previs, ker mi je dala tole, roborsko lojtrico. Da sem stopil, super. Ja, da sem čez prišel. Ne. In v glavnem, tam moja mogoče slabost ali pa je, da ne zabijam rad klinov. Da če se le da prosto plezam. Zdaj, koliko je, to ni priporočljivo. To nikako ni priporočljivo za vsakega. Ampak sem bil tako prepričan povsod v steni vase, da sem najbolj užival, če je bilo čim manj klinov. Hvala Bogu, sem to preživel. Razen v desni v Decu. Ampak tako Pic Badile, kot desno v Decu, sem eno leto zatem, oziroma sva eno leto zatem ponovila brez težav. 9 ur sva rabila za Pic Badile v Kasinovi in 2-3 ure za desno v Decu. Leto sem pa v Decu zato, ker v desni v Decu, ker sem zaupal, ker najprej sta dva raztežaja, brez prostega plezanja, ni težko. Potem pa pride en previs. In tam v zgornjem delu previsa je bil en klin. Že enkrat sem plezal prej z njim, za to smer, z Urošem Tršanom, ker
kirurgom iz Ljubljane, ki se je ubil z kolegom zdravniškim v Travniku enkrat od leto. No in v tem Desni v decu. ja, zdaj, ko sem bil sam, sem upel tisklin, pa stopil v lestvico in pa takrat ne vem več. Samo čutim, tema je bila, to je bilo dopoldan ob 10. Tema je bila okrog mene in samo tope udarce sem čutil na telesu. Sami ste plezali? Sami. In najprej sem plezal z enkrat pršanom, potem sem plezal pa enkrat sam. Pa še enkrat drugo leto, ne, ker tisto leto nisem bil sposoben, kje pa. No in sem leto tako do Melišča, do vstopa, hvala Bogu, je bil sneg, to je bilo enkrat aprila. In v spodje v Koči na Korošici sta bila moja dva kolega iz društva. In jaz sem mislil, ali bom prišel sam, v spodje, ko sem obležal, sem se počasi usedel, pa prijel za nos, cel krvava roka. Jaz sem mislil, hudiča, to sem pa odletel. In sem mislil, da bom sam prišel, kje pa. Zdaj sem pa začel na pomoč klicati in je prišel eden pome, oziroma je prišel pogledat, kaj je. Pol je prišel drugi z modrocem, sta modroc dala in sta ene tekel po pomoč in drugo o polnoči je prišla pomoč iz Kamenske Bistrice. Batka je bila pa prva, ki je bila pri meni. No in takrat tole sem si razbil, zato je to oko drugačeno kot to je originalno, to pa ni več čisto, ne, ker čisto je bilo razbito. Ja. Pa hrbteni tale, tretje, četrto vretence je bilo počeno, ne. Ampak to me ni nič ustavilo. Pa nisem imel nič slabši. Ja, tako, to je bila prvi padec in edini, hvala Bogu, padec iz stene. Drugo leto sem to isto ponovil, isto sam. Ker hotel sem dokazati, isto kot pri Badile, da nisem bila kriva, da so obstala, ne? Da nisem napačno se odločila, da bi bila to za nami pretežka smer. Ampak smolo sem imela, ne? Okoličine so bile take. Ne? Babka je bila takrat kar zaskrbljena. Jaz se čudim, da sem tako nor, ali kaj, da mi sploh ni bilo strah, da ne bi prišla ven. Ja, ste čakali. Ja, v takem snežišču, tak strm leden žleb, ki sva skopla stopničko, da sta lahko se na vrvi usedla in pa ždela tam. 5 dni, si tako predstavljate, lahko to pa ne drži. To ni se ne morem predstavljati, da bi rekel, da je pa norc, ne. Ja. Med temi 333 vzponi je pa kakšen, ne vem, 334, ki ste si ga želeli, ki ste imeli kaj nagledano, pa vam nikoli ni bil naklonjen. Jaz vprašam to vsakega, pa eni rečejo, ja, Eiger, ali pa Čerotore, ali pa ne vem, imate kakšno smer, ki ste si jo želeli? Takrat, ja, seveda, 2. In sicer ta trije problemi Alp, ne. To je bil Eiger, Matterhorn pa Grand Joras. Pod vsemi sva stala. Z Žoržem sva Eiger splezala, hvala Bogu, z Barko sva stala pod Matterhornom, pa ni bilo vremena, ni bilo mogoče. In z Žoržem sva bila tudi v Grand Jorasu, sva plezala 1/3, pa je bila pa konc z vremenom. Grand Joras direktno. Walkerja ali? Ja, Walkerjev steber. Tako. Torej, sem poskusil, pa nisem uspel. Nekaj mora ostati. Tako. Za sanje, ja. Ne, to je bilo, to bi si gotovo rad želel. Takrat je bilo to nekako v modi, te tri smeri klasične, ne. Plezali ste pri nas, v naših Alpah poleti in po zimi. Poleti in po zimi. Bili ste v Alpah, torej v granitu, bili ste v Paklenici, ne, značilen ta dober apnenec, pa bili ste v Himalaji.
v kateri od teh zvrsti različnih plezanja pa ste se v bistvu najbolj domače počutili, oziroma najbolj fajn, vam je bilo najbolj všeč? V apnencu poleti. To sem bil najbolj užival, čim bolj prosto plezanje. Brez posebnih umetnih pripomočkov. To je bil zame največji užitek. Himalaja imam tudi izkušnje, sem bil samo pravzaprav enkrat v Himalaji. Ampak ni to čisto zame. Isto v Hindukušu je bilo zelo zanimivo, vse, tako Himalaja kot Hindukuš, isto ravnal, je bilo izredno zanimivo, ne bom nikoli pozabil. Ampak zaljubljen sem pa v stene, v kamnite stene. To je pa nekaj posebnega. Tam pa res lahko uživaš. Tako. Ja, kljub temu, da ste v bistvu bili v odpravi, ki je Slovencem prinesla prvi 7000-ak, torej Pik Lenin 1967, ker ste bili celo z Barbko, torej mislim, da smo že omenili danes pogovoru, z višinskim rekordom ženskim takrat. Torej to je bila zelo uspešna odprava in prvi 7000-ak, kar tako, kak je pa bila ta odprava, kako je to sploh izgledalo takrat iti v 60 50 let za oktobrske revolucije je bila. In to so pa zbrali vse ekipe prijateljskih držav v taboru pod Pik Leninom. In je bilo tudi zelo, predvsem po vojaško organizirano, šotori, pa so imeli posebej šotor z tušem in tako naprej, kuhino posebej, to je profesionalno, po vojaško organizirano. In potem so nisi smel kadarkoli iti. To je bilo že določeno, kdaj katera ekipa gre, midva sta mogla posebej dovoljenje dobiti, da sva pred začetkom vzpona na Pik Lenin lahko v en sosednji hrib, šla sem zapisano kam, tam je en 6000-ak je bil, ali kaj, Pik, bom pogledal, Pik Lenin, 68, Hindukuš. Kdaj je bilo to? 67. 67. Ok. Ja, bez imena, ja. Bez imena je bila 4700, pa 4700, dva hriba sem prešla, pa prečenje Pik Lenina je bilo pa od 11. do 15. 8. 67. Kaj še? Ja. Naslednja odprava, ta odprava je bila zelo uspešna. In pol konec koncev se začne tudi zlata zgodba jugoslovanskega himalajizma, ker ste bili tudi vi prisotni, 74. ste bili na Kambačenu, ko 69. ne pridejo na vrh, 74. pa sicer Poljaki prehitijo, menda za mesec dni. In vi opravite drugi vzpon, torej govorimo o skoraj 8000-akov. Ja, se je, par metrov je manj. Zakaj pa vas potem ni bilo na odpravi več, ne vem, naslednje leto na Makalu? Zato, ker babke ni bilo več. To je zame bil nepredstavljiv udarec. Tako se tudi nehal sem z intenzivnim plezanjem, ker je manjkalo, en del mene je manjkalo. Ja, Anke, hvala. Vsem sem pa še plezal, tudi težke smeri, ampak najprej bi lahko šel. 75. je bila akademski odsek organiziral prav Ande in bi bil lahko član. Pa sem rekel, ne morem jeti, ker babka na smrt bolna. In pol pa, jaz ne vem, nekaj me je manjkalo. Tako da nisem več bil čisto prav za v hribe. Pa sem se ukvarjal z zmaji.
takrat smo je prevzeli, se je začelo pri nas letenje z zmaji. Ja. In sem postavil rekord državni, neuradno. 2 uri pa pol na Čmarno goro sem jadro, 8 dela. Ne. Plezal sem pa samo še z Žoržem. Z Žoržem pa nekaj malega z Pitom Šubertom. Pa nas pa nisem imel soplezalcev, bi jih lahko imel, ampak Žorž je bil taka zvesta duša. In očitno so bila zelo navezana drug na drugega. Ne? In ko je bil tudi učitelj in je imel čas za počitnice, tako da so počitnice so bila vedno skupaj. Ne? Ja, to babkina smrt me je očitno izredno prizadela. Ne? Tako da... ja. Omenili ste zdaj Žorža, to je Georg Haider. Georg Haider je bil, ja. Ta, ki ga, tisti, ki... Nemc me je rekel najprej partizan. Kako ste se spoznala? Ja, to je pa zelo zanimiva zgodba spet. Uroš Tršan je kriv. Ta je zdravnik, ki je bil poročen Bibo Kajzeljevo, poleg se je poročila drugič s Kajzeljem, prej bila pa, ne vem, kako se je prepisala kot dekliško ime. In ona dva sta šla v Chamonix in sta tam taborila. In v sosednjem šotoru je bil pa Žorž za svojo ženo. In Uroš je bil zelo komunikativen in je povabil Žorža enkrat k nam. In ko je prišel Žorž, Uroš ni bil nekako zelo, je rad plezal, ampak ne bil tako goreč kot jaz. Ne. In je rekel, me poklical, ko je prišel Žorž, mene, če bi jaz šel z njim plezati v Paklenico. Ne. In sem rekel, seveda. In na ta način sva se spoznala. Ne. In na ta način sem spoznal tudi Marjano pol. Z Žoržom potem, ne vem kako, ampak to je taka duša, nobena nacistična duša, ne, čeprav je bil njegov oče policaj v prejšnji Nemčiji. Ne. Očeta nisem poznal. In skratka, Torej prav v Paklenici ste šli prvič, ampak to je bilo takrat, ko ste potem diagonalko splezali ali še ne? Ne, pol je bilo še eno, vsako leto je prišel. Vsako leto je prišel že za aprila, ker polet ni bilo, polet je bilo v Paklenica prevroče. To so v glavnem aprila hodili, ker so bili velikonočni prazniki. To je bilo enkrat 64. leta, sem si zapisal, tako jim bom povedal. Kjero vprašanje je to? Tole je 16. vprašanje. Ja. 66. Prvič. Aprila, ja. Spali ste še gore na Aniči? Ja, gor, pod Aniča kukom. Ja, kako je to izgledalo takrat? Paklenici še, drugi časi, nič navrtanih smeri, vse prosto po stenah. Ja, prima je bilo. Kako ste pa potovali sploh v Paklenico? Z avtom. Edni moral imeti avto. Jadranska je že bila narejena magistrala? Ne, še po obali. To je trajalo nekaj časa. Kako, zakaj? Jaz se ne spomnim, kdo je dal idejo sploh v Paklenico iti. Ampak smo šli z društvom, tukaj sem si zapisal, da je bila z Antjem, sem bili bitaško plezal, aprila. Diagonalka, sem plezal pa 71. leta, 2 raztežaja, 72. pa kompletno. Do konca. Zato, ker ko so prišla prvič 71. leta, so naredila samo 2 raztežaja, zato, ker polje pa sledi ena taka široka poč, ne da bi bilo mogoče kjerkoli klin zabiti. In so rekli, pa ne duš, to je pa malo preveč tvegano. In so rekla, bomo naredila eno, tako zagozo sem naredil doma.
Aha, ste se pripravili torej, ja, prav. In drugo leto so potem tisto zagozdo noter zabila, tako da so lahko stopila gor. Pa je pa šel naprej normalno. Ja, je lepa smer. Ste jo še plezali potem kdaj? Ja, po 2000, takoj. To je pa z Veroniko, mojo hčerko, in hčerko Marjaninega šefa, Tako. ki je prišla enkrat dol in so plezali potem to diagonalko in se spomnim, to ne bom tudi nikoli pozabil, ker sem plezal prvi tam tisto zajedo, malo više gor, navpično, pa nisem bil nobenega klina vpel. In ko sem naredil pa stojiče in pride Veronika do mene, pa reče, oče, ti si nor. To mi je bilo tako všeč, tega ne bom nikoli pozabil. Kdaj je to bilo, katerega leta? To je bilo enega, tako je bom povedal. 11. To je bilo 11, to je zadnje smeri, je bilo 11 leta. Ko sem bil star 76 let. Zadnjo smer ste takrat pripravili? Zadnjo smer. Katera je bila to? To je bila Krajcarca, tam v Zadnješkem ozemljiku, pa s Pitom Šubertom nekje tam v Šobralgrad, pa še neke take smeri 10 zajlenge, se pravi dolžin. In to z Veroniko, tukaj sem zapisal, 3. leta 2004, ko sem bil 68 let, sem še bil vedno dober. Saj sem bil res, do konca sem bil kar v redu. Zdaj pa ne morem več. Ker nimam več moči prvič, pol nisem več tako stabilen, prej bi lahko stal na robu prepada z eno nogo v zraku, zdaj si pa tega ne bom privoščil več. Pol srce ni več, imam aritmijo, to se je pol pojavilo na koncu, zdaj pred 10 leti, pa take stvari. Moraš biti vesel, da je tako, kot sem zdaj, Ja, in zdaj prihajamo na v bistvu zadnje vprašanje, ali pa predzadnje, zadnjega smo že zdaj odgovorili, sicer Sfinga, Sfinga je tako ne razvpita, ampak zelo znana zaradi filma, zaradi knjige Anteja, da jo poznajo v bistvu skoraj, lahko rečemo, vse generacije slovenskih alpinistov, plezalcev. In tu se vaše ime pojavi tisto, ko pač se ne da zgrešiti. To je res velika smer bila, ki ste ga, kar sta uspela takrat z Antejem. Prvo vprašanje, kakšen je bil Ante kot plezalec? Kot plezalec, perfekten. Tudi tehnično in tudi karakterno. Ja, karakterno, v kakem smislu? Hočem reči ošter, da je bil borben in tako naprej. Ja, absolutno. Kar se plezalnega karakterja tiče. Absolutno, trdovraten, kot jaz. Ampak kar se tiče pa ostalo, pa ne bi se... Ja, dobro. Tiste pa drugo. Mene recimo moti, da so plezalce, ne samo mene, mogoče smatro, imel za nekaj manj. Kot Nadjo verjetno isto. To se vidi, kako je napisal, ko sem jaz začel plezati, tisto, kar še ni bilo preplezano. In ko sem prišel s veliko muko, ker je bilo tako trenje v vrvi, da sem mogel se ustaviti, pa potegniti en meter vrvi, da sem lahko še 10 metrov pa naprej plezal. Tako trenje je bilo od stojišča pod streho, noter v kotu, pa po strehi gor, pa potem tako okrog roba. In tam sem se matral ko žaba na špagi, da sem tisto vlekel vrv, da sem sploh prišel do konca vrvi. In tam je bil potem do stojišča, eno leseno zagozd, da sem noter zabil. Tisto ne bi nič držal, če bi Ante padel. In tam je bil potem gladek previs, ki je bil preplezljiv samo z prosto, verjetno ne.
a mogoče danes že, pa takrat pa ne znal še opremo. In desno je pa ena plošča gladka in tanka poklina vodoravno. In Ante piše v knjigi, da ko je prišel do mene, je videl, da sem naredil stojišče in nisem vedel ne kot ne kam. To je zame malo žaljivo. Kako nisem vedel, se me ni vprašal, ali vem, ali kaj mislim. Ne? In to je tisto, kar me pri Anteju moti, da ni dovolj spoštoval drugih soplezalcev. Da je mislil, da je on nad vsemi. Drugače je bil pa fantazij, prima človek. Pa plezalec tudi? Plezalec tudi, sjajen plezalec, ja. Ja. Pa potem tudi gor, ko sem plezal zadnji raztežaj, sem namenoma naredil stojišče par metrov pod robom, zato da bi Ante prvi stopil na vrh, ker on ima največje zasluge, da je ta sfinga splezana. Ne? Do strehe je on pravzaprav verjetno vedno kot prvi opremo to smer. Ne? In je pa napisal, da pač nisem mogel več, ker je zmanjkalo vrvi, ne? Da je on stopil gor. Ne? To ni tako najlepše. Ne? Drugače pa nimam nič proti Ante, je bil že fejst dečko. Samo ne bi mogel biti moj prijatelj kot Žorž. Žoržu sem lahko vse zaupal, ga objel kot mojega tovariša. Prima dečko je bil. Kot babka. Ja. No, pa vedno. Zdaj, jaz se sam čudim, kako to, da pravzaprav nisem imel slovenskega prijatelja, soplezalca. Zakaj sem Žorža se izbral? Je tako je naneslo. Ampak nikoli nisem skrival v tujini, da sem Slovenc. Nisem se drl, jaz sem Slovenc, ampak sem pa dal vedeti, da sem Slovenc. Se nisem mater nikoli, da bi skril svoje poreklo. In na to sem ponosen. Pa vsi so vedeli, ne, to. V Brixnu me vsi poznajo, da sem Slovenc. Kdaj pa greš spet dol, ne? Tam se vsi tikamo, to je taka vas, ki se na Tirolskem se v glavnem vsi tikajo. Ne? In vedo, da hodim vedno dol, da imam svojo. Mi kar težko pride, ko moram biti gor. Moram biti gor zaradi Marjane, ne? Da bi bil tukaj rajše. No, z razlogom, ne, zdaj tole, ko tole okolico gledamo, kje smo, ne, kamera žal ne more zajeti vsega tega, ampak, ja, razumem. Nazaj bi se še vrnil k sfingi, ne, torej, sfinga je na nek način en višek, klimaks tedanje generacije, lahko rečemo železnega alpinizma, diretising, super diretising in vsega tega, kar je bilo. Zanima me pri tej zgodbi tudi z Antejem. Ante je imel fokus, da spleza tole linijo. Šlo je za prestiž tekmovanje. Je šlo za tekmovanje med navezami. Kdo je bil še tak? Drašler pa Kunaver. Ampak ona dva potem splezata ona dva sta prej splezala. Ja, sta plezala. Ampak ne obraz, ja. Ne obraz. To na levi strani. Tako, ja. Druge smeri so potem nastale za nama. Ja. To je bila druga taka tipična smer čez sfingo, čez obraz sfinge. Ne. Ja, to je bila bitka med navezami. Kakšen je bil pa odziv potem, ko ste rešili v bistvu to uganko sfinge na Ferajnu? Nič poseben odziv na Ferajnu. Na Ferajnu, ker če bi bil Ante član našega društva, bi bil gotov večji odziv. To pa ni bilo nič posebno. Aha, ker je bil matičar, se ni smelo hvaliti. Ja, najbrž. Še to vprašanje, če govorimo o 60-ih letih, pa 70-ih, pa prej že,
Kako je bilo pa čez mejo iti takrat? Je bil problem, dobro, Jugoslavija ni bila zaprta Ne, tako kot... ja, hvala Bogu. Ja, Ne, ni se bil je dalo problem. iti v Dolomite, Ja, seveda. tudi Francijo, na Ja, primer, v absolutno. 60-ih. Ampak videl si nogomet, ne? Ampak je bilo težko dobiti? Ne. Denar je verjetno bilo bolj težko. Ja, seveda. Pa švercali smo denar v vrveh. Če si hotel recimo v Trstu kaj kupiti, si moral devize, ki si jih nabavil, takole zrolati, pa en konc talninske vrvi, jadra ven potegne, pa noter, O, to je bilo prima. iznajdljivo, Pa ja. ko sem jaz letel z Majem, ne, sem v Nemčiji kupil en star zmaj, kako ga čez mejo, ker bi moral carino plačati. Carina je bila pa, nisem vedel koliko, ampak vseeno preveč. Ne. In sem potem doma eno staro plahto vzel in sem fižolovke noter dal tisto plahto, zavil, pa v eno vrečo dolgo, pa dal na prtljažnik in čez mejo, tukaj čez našo mejo, tukaj čez Podkoren, ne Podkoren, tukaj čez predel, ja, pa najduž. Prijavil, da imam zmaja čez pelem. Pa na drugi strani sem pa potem te hmelovke oziroma fižolovke stran vrgel, plahto zvil po prtljažnik, pa sem pa tistega starega zmaja lepo pripeljal sem. Na ta način smo zmaje švercali. Iznajdljivo, ja. Ja, no, to ne smete napisati. Ne. Aha, ko ste pa šli v Trstu, ste pa kupovali opremo Ja, alpinistično? v Trstu. Ja. Pa nekaj v Nemčiji, pri Žoržu, recimo, sem rekel, če sem kaj rabo, mi je on priskrbel. Pa sem imel počasi že aluminijaste karabince, pa nekaj smo iz 2 Titonove karabinca imam iz Sovjetskega sajuza. Tako? Ja, ko smo tam na Kaukazu. Tisto bolj, kaj pa sem, kako obrtniško narejeni. Jo, ko sem plezala z Antejem v Kaukazu, so Rusi imeli takrat še gojzerje z tistimi žebli. In to je škrtalo po steni, mi smo imeli pa gumijaste podplate. Tako da smo včasih dali potem tiste, ko smo šli nazaj, tiste čevlje z gumijastimi podplati. Torej smo imeli katastrofalno opremo Rusi. Takrat, zdaj gotovo ne več. Ampak Vibram pa še ni, to je že bil Vibram? Vibram. Se ga je že torej dobilo v 60-ih letih pri nas? Seveda. Ampak to ste šli tudi v Trst kupiti, ali kako zunaj pri nas? Ja. Plezalniki. Zdaj, pred leti, so bili plezalniki, so postali. Kdaj ste torej prvi pas plezalni si kupili? Ja, prvega sem naredil sam. Aha. Usnja, Ja. pa pol vrv čez. Pa sem pa, to je bilo najbrž kakšnega 70. leta. Verjetno sem kupil tiste prav pas. Pa mogoče, nekaj takega mora biti. Veste, kdaj pa, kaj pa čelada? Veste prvo smer, ko ste šli s čelado plezati? Ne vem, ampak te težke stvari sem plezal brez čelade. Ampak Eiger sva plezala seveda že s čelado, pa z babko, ko so plezala kasino v zahodni cini, sem imel tudi še čelado. Samo v Direttissimi sem imela še kape. Ste imeli kako izkušnjo, kdaj tako, razen tistega padca v Decu, ko lahko rečete, da ste bili blizu, da je kaki kamen priletal v bližino ali pa karkoli, ali je bilo zmeraj Sem imel srečo, Ja. Kakšne podobne stvari, hvala Bogu, nisem doživel. Tako, prišli smo do konca še ene
zelo zanimive, lepe, srčne zgodbe, ki nam jih pripoveduje naša plezalna zgodovina. Lepo se zahvaljujem Petru Ščetininu, da si je vzel čas tukaj v enem od poletnih večerov v Trenti. Vam, gledalke, gledalci, poslušalke, poslušalci, pa želim vse lepo do naslednjega srečanja. Tako kot je treba, srečno do takrat.